Po neuspehu konstruktivne nezaupnice ter številnih interpelacijah je opozicija ugotovila, da je čas za nekaj novega. Zato se je lotila organizacije dogodka, ki ga v Sloveniji nismo imeli že od leta 2019. Kar je načeloma samo 2 leti, ampak glede na to, kakšni 2 leti sta to bili, se mi zdi, da jih minili vsaj 15. A imam prav. In kaj nam tokrat pripravljajo Šarec in kompanija? Prvaki opozicije so danes pred kamere prikorakali po vložitvi ustavne obtožbe zoper premierja Janšo. Glavni očitek pa, da se je Slovenija odrekla razpoložljivim dodatnim dozam cepiva, s čimer je državljankam in državljanom kršena pravica do zdravstvene oskrbe. Ja, glavni očitek ustavne obtožbe zoper premierja Janšo je, da ni zagotovil dovoljšnih količin cepiva. Potem pa vladi očitajo še malenkosti, kot so vpliv na sodišča, vmešavanje v delo policije, pritiski na medije in tista polomajca, ki jo je Kacin imel polet. Gre torej za klasičen prepir med zakoncema. Povod je neka stvar, ki se je zgodila že dolg nazaj, ko se pa prepir razvije, pa zraven vržeš vse, kar se je nabralo čez let. Tako da naj vas ne preseneti, če bo v ustavni obtožbi tudi očitek, da Janša enkrat po seji ni pomil posode. Čeprav je dobro vedel, da je na vrsti. Kot ponavadi je premier zanikal vse obtožbe in zapisal, da gre zgolj za poskus destabilizacije države. Opozicijska četverica vrača žogico. 6 ustavnih obtožb je bilo vloženih do zdaj, vse je vložila Janševa SDS. To bo prva leva ustavna obtožba. Se pravi, Janšo ne moti vsebina ustavne obtožbe, ampak ga moti, ker je bila to njegova najljubša igrača. Zdaj so mu jo pa vzeli. Torej se počuti enako, kot se je počutil Matej Tonin, ko mu je Šarec enkrat zmaknil hoverboard. Užaljen je, ker ga ni noben nič vprašal, če si lahko sposodi. Ker ustavna obtožba temelji na kar konkretnih obtožbah premierja, dejansko zveni, kot da lahko prvič v zgodovini Slovenije uspe. Razen če je kakšen hakeljski. V ustavni obtožbi je tudi predlog, da se o njej izjasni predsednik republike Borut Pahor. Za njen uspeh pa je najprej potrebnih 46 glasov. Ne vem, kaj je manj verjetno, da v trenutni politični situaciji katerakoli stran zbere 46 glasov, ali pa da se glede katerekoli teme izjasni predsednik Pahor. Dvomim, da bo imel cajt, ker je zadnje cajte malo zaseden s kolesarjenjem. Poleg tega pa bo glasovanje o ustavni obtožbi premierja potekalo šele, ko se konča lockdown. Tega pa določa premier. Tako da izgleda, da ne bo nikoli konc tega lockdowna. Nikoli! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.